Ja, današnji dan je poseben in zakaj je poseben? Ker smo podpisali eno res posebno pogodbo, pa ne v tem smislu, da je tako drugačno od drugih, ampak v tem, da gre za prvi primer konkretnega sodelovanja med lokalno skupnostjo in pa železnico na lokaciji železniške postaje, ki je s tem pridobila poleg tistega objekta, ker se potniki odpravljajo za na vlak, tudi dodatno vsebino turističnega centra, kjer se obiskovalci kraja lahko skrbijo z vsemi informacijami o turistični ponudbi, v tem primeru Medvod in okolice, lahko si sposodijo kolo in na drugi strani lahko tudi dnevni potniki, ki se iz Medvod vozijo v Ljubljano ali na Jesenice ali potujejo kamorkoli drugam, na poti na vlak tukaj dobijo tudi vse informacije o dogajanju v svojem domačem kraju. Seveda je pomembno, da je vsem urejena tudi okolica, da je železniška postaja tisti objekt, kjer se takoj obiskovalec se počuti dobro, kar je zdaj velik prispevek tudi ne samo k temu, da se bomo še več vozili z vlaki, ampak v drugi obratni smeri tudi to, da se bo še bolj razvijal slovenski turizem, ker vemo, da pač najbolj razvite turistične države, to je vedno poudarja, imajo pač tudi najbolj razvito železnico, ker železnica je pač nekak hrbtenica razvoja gospodarstva in turizma. To je dokazano. Ampak zanimivo je bilo, kako je sploh se začelo. Župan vas je pohvalil, da je njegova pobuda padla na plodna tla pri železnici. Zelo pomembno je seveda ta pobuda. Mi imamo podobnih idej tudi drugje več, ampak tukaj so šli korak naprej, šli so na konkretne pobude in predvsem potem tudi imeli narejen načrt, ker če nimaš narejenega načrta, potem težko nekaj realiziraš. Tukaj je bil načrt, bila je pobuda, bil je načrt in potem je bilo tudi dnevno permanentno delo v skladu s postavljenimi načrti in roki. In na drugi strani bi bilo potem tudi naše sodelovanje veliko lažje. Je pa seveda res, da smo mi odprti za tako sodelovanje in z veseljem sodelujemo, še posebej takrat, kadar je na drugi strani dober in konkreten sogovornik, kot je v tem primeru občina Medvod. In kako je predvideno to konkretno sodelovanje? To sodelovanje je že sedaj urejeno tako, da je na tej postaji urejena prodaja železniških vozovnic, ki jih prodaja osebje turistično-nativnega centra, poleg nudenja informacij. To je en model. Drugo konkretno pomeni, da se tu lahko obiskovalec posodi kolesa, kot sem vedel, dobi vse informacije o kraju in tudi to je pomembno, da je sedaj to konkretno mesto na železniški postaji v neposredni povezavi z železnicami, s potniškim prometom in bo pomenil tudi neposredno komunikacijo in s tem tudi boljšo informacijo za vse uporabnike in tudi krajane Medvod. Če sem prav to razumel, ste vi dali občini to v najem, stavbo in prostore? Tukaj gre za eno obliko sobivanja, če lahko tako rečem, ker je šlo za skupno vlaganje v sam objekt in se je to vlaganje tudi na nek način odrazilo v možnosti uporabe železniške postaje v korist ponudbe lokalne skupnosti v sodelovanju z potniškim prometom. Kako so pa stroški porazdeljeni pri samem vzdrževanju te stavbe? Ja, stroški, najpomembnejši strošek je bil vložek v to prenovo in okolico. Tukaj so stroški nekje na polovici, govorimo okrog 50 000 evrih. S tem pa, ko je objekt postal pravzaprav del kraja, bo tudi kraj nekje skrbel, da bo objekt lep, čist in to je tudi namen, ker mi želimo, da postaje ostanejo zapuščene, pozabljene, ker vemo, da se izvaja modernizacija železnic, ni več toliko osebe na postajah in potem prazni objekti nekako izgubijo dušo, postanejo zatočišče raznih neprimernih dejavnosti. Na tak način pa gre koristno sprejetni. Lep objekt, ki je tudi kulturno-zgodovinskega pomena, ostane ohranjen, hkrati pa se notri dogajajo vsebine. To pomeni to lep zgled za druge? To je en res lep zgled za druge, ker vemo, da takšne podobne zadeve v svetu že poznajo, predvsem na Danskem, recimo tudi v Nemčiji. V Sloveniji smo o tem veliko govorili, to pa je konkreten korak naprej in si lahko vsi, ki bodo imeli podobne ideje, naredijo ekskurzijo Medvode in se to ogleda in potem
tudi doma na podoben način to uredijo. Hvala lepa za pogovor, vaše cenjeno ime in funkcija. Moje ime je Miloš Rovšnik in moja funkcija je pomočnik direktorja SŽ Potniški promet.